Punce, vi imate AMG, pa gledate Alfa, kaj je zdaj to? No, Julija pa je prišel čas za sladko kisle. Preden se pa začne dogajati, moram pa poudariti, da jaz bolj težko pričakovane Alfe preprosto ne pomnim. Pa ne samo to, tale avto mora zapolniti kar velike čevlje. Ne samo zato, ker se od Alfe konec koncev veliko pričakuje, ker so ta avto toliko časa pripravljali, tudi zato, ker je bila originalna Julija, ta je vam prišla, mislim, da leta 1962, popolna uspešnica. Da pa o tem, da je ta avto za Alfo tako pomemben, ker že pismo desetletja noben sploh nam zgublja besed. Dajmo začeti kar z voznimi lastnostmi, prav zato, ker to je tista stvar, ki bi jo jaz najrajši razložil. Da pa vse lepo razložim, moram pa tudi kaj spodaj. Ampak dajmo začeti pri osnovi. Ta avto poganjajo zadnja kolesa. In kaj tacga, če seveda odštejemo 8C pa 4C pri Alfi, že dolg časa nismo mogli reči. Veš, kako je to, ne? Če ima avto zadnji pogon, pol to že v osnovi pomeni take dosti specifične vozne lastnosti. Take, ki so meni všeč. Až pa tukaj ne govorim samo o športni vožnji. Ta avto je tudi zelo okreten in to je tudi dokazano, ker rajden krog tega avta je 10,8 metra, kar je najboljši v razredu. Druga stvar, ki pa vpliva na vozne lastnosti, je pa vedno bila in vedno bo tudi masa avtomobila. Veš, Julija je 159, ki v povprečju laže za skoraj 100 kg in del razloga lahko najdeš tudi tukaj pri sprednjih in pri zadnjih kolesih. Sprednje vzmetenje je vključno z rokami pa z vodili tukaj gor v 80% sestavljeno iz aluminija. Pri zadnjih kolesih je pa ta delež 45%. Pa se šteješ, spredi 80%, tukaj zadnji 45%, pa daš par takih stvari na kup, pa se vse skupaj že začne poznati. A šlo pa ni čudno, da cel avto v osnovi tehta manj kot ono 500. In če vsemu temu, kar sem naštel, dodaš še mojstrstvo Alfinih inženirjev, za katere verjamem, da so se pri tem avtomobilu še posebej potrudili, potem dobiš, pol dobiš en avto, ki se hudičev dobro pele. In kot sem že zadnjič povedal, ta svoj športni značaj ti ona kaže že pri normalni, počasni vožnji. Ko greš pa malo hitrejši, takrat pa odlično nastavljeno podvozje, pa kar se mene tiče, eno najboljše nastavljenih krmilja, ne glede na segment, prijeta zares do izraza. A ja pa da v tem, da je avto čist zares tudi ful udoben, sploh ne govorim. In če smo začeli z voznimi lastnostmi, nadaljujemo s ta drugo, ta sladko, to je pa, ja, oblika, ne? Jaz si drzam reči, da tale avto zgleda tipično italijanski, brez da bi bil preveč kičast. Tako je jasno, da je športen, tako je jasno, da je vsem tudi malo zadržana, pa da ne pokaže vsega, kar zna, zato ker ta naloga je zaupana QV izvedbi. Hkrati je pa tudi na takmu navadnemu dizlu kupenih detajlov, ki ti jasno sporočajo poreklo znamke, pa ne samo to, tudi dejstvo, da so tudi dizli ful športni. Za začetek, a vidiš tale seksi karoserijski zavihek tukaj zadaj. Pa tele fukiš feltne, pa ne samo to, lej, rdeče čeljusti. Najlepše pa valjda, ko začneš s prsti sprehajati po tistih majhnih, na prvi pogled neznatnih detajlih, pa pol vidiš, koliko so lepo narejeni. Pri logotipu pa pri maski je pa, glede na to, da je to italijanski avto, presenetljivo malo kroma, vse skupaj je tako, zelo okusno narejen. Veš, posod malo pa z občutkom, pa se pol zloži en tak lep avto. Tretja sladka je fasala pa kabina. Meni je ful všeč, da se Alfa ni ujela v past in da je naredila ambient, ki po eni strani ni preveč bahav, po drugi strani pa vsebuje vse tiste elemente, ki morajo biti v takem klasičnem športnem italijanskem avtu. Veš, po eni strani je tukaj noter vse skupaj razmeroma zadržano, kar je tako malo netipično za Alfo, ampak zelo dobro pa za tiste kupce, ki ponovadi zbirajo pri tekmecih. Veš, tukaj je elegantna integracija ekranov, armaturno ploščo, spodaj preprosta stikala za klimatsko napravo. Tukaj na sredinskem grebenu pa tudi vse skupaj zelo čisto. DNA stikalo, upravljalnik vmesnika, radio, pa prestavna ročica. Kot protivtež temu imaš pa čudovit športni volan, spodaj preseken z dvobarvnim logotipom, pa obvezno vsaj enim italijanskim napisom, v tem primeru za motorne vrtljaje. Potem pa tukaj še značilnost tega avta, gum za zagon motorja. Malo se moraš na njega navaditi, zato ker prvih par dni ga iščeš, pol pa zadeva steče. Kar se prostora na zadnji klopi tiče, pa tako ne, ni ga ful, ni ga tudi mal. Všeč mi je pa še ena stvar, tale opora tukaj za stegna je ful izrazita, kar pomeni, da nekako lažje noter smukneš, pa med vožnjo te pa, a veš, malo bolj primer drži. Je pa res, da je zaradi tega malo težje ven stopiti. To pa drži. Četrta stvar, ki mi je všeč, je pa kar cel pogonski sklop. 2,2 litrski dizel v bistvu že dobro poznamo, ampak moram poudariti, da je moral doživeti kar nekaj takih korenitih sprememb, da je našel službo v Juliji. Med drugim je tudi blok iz aluminija, ki prej recimo ni bil, ne, ampak bolj pomembno je to, da dizel pri tej Juliji lahko ponuja 150 ali pa 180 konjev, ta jih ima 180. Ker sem pel umerjeno, mi je potovalec kazal porabo 4,8. Pa sem pa te zadeve tudi malo bolj preveril, zmiksul vse režime vožnje, to se pravi športnega, navadnega, umerjenega, mestnega, pa še kakšnega in na koncu prišel na povprečje 6,7-6,8, tam nekje. Je pa tudi tako, da če nič ne paziš, ne boš hitro ustrelil čez 7, brez skrbi. Kar se pa tiče 8-stopenjske avtomatike, pa moram pohvaliti predvsem to, da deluje predvsem zelo nezaznavno. Med umirjeno vožnjo recimo sploh ne zaznaš, da je tam, med manevriranjem se ne obotavlja niti mal, pa tudi med športno vožnjo zna biti precej hiter. Zdaj pa tako, preden povem ta zadnjo, to sladko, pridejo na vrsto še 3 kisle. Ta prva stvar meni osebno niti ne moti to, ker jaz sem dosti tak majhen striček, ne, ampak znam si pa predstavljati, da koga bi pa lahko. Namreč varnostni pasovi niso nastavljivi
po višini. Drugo to kislo namenjam pa ključu, ki mi je po eni strani, kar se tiče oblike, pa tudi glih prav je težek, ful všeč. Je pa hudič, ki je sam na pol pameten. Veš, ti ga ne rabiš nikamor vtakniti, da motor zalafaš, po drugi strani pa ne moreš priti do avta pa samo odpreti kljuke. Ne? Avto tega ne prepozna, pa moraš vse stisniti unlock. Mislim, Alfa, come on, zakaj niste šli do konca? Zadnjo ta kislo pa faše motor. Drugače je ful dober pa vse, sem ga pohvalil, ampak pismo, ki ga pa preganjaš, takrat je pa mal preglasen. Peta sladka smo rekli, ne? Veš, tako je, ti lahko po eni strani avto ful hvalaš, ampak na koncu vedno prije do enega samega, pa zelo pomembnega vprašanja. V bistvu odgovora. Veš, kolikor se ti lahko zgodi, da ti en avto pohvalaš, pa rečeš pismo, to je dobro, pa je uno je dobro, pa dobro se pele, to on tret, pa pride en zraven, pa reče, ja, ampak a bi ga kupil. Pa ti pa hitro narotno rata, pa začneš neki mencet, ja, nisem ziher, veš. Zdaj po eni strani temu avto valjda manjka še karavan, ne? Ampak če mene vprašaš, a je Giulia kredibilna alternativa nemški trojici, to se pravi BMW-ju, Mercedesu, Audiju, pa recimo še Lexusu, pa še kakšnemu. Jaz pravim, da je, pa tudi če me ti zdaj vprašaš, dobro, ampak bi jo kupil pred A4 ali pa CM, pravim, da ja, bi jo. A veš, greš pa takole skoraj že spat, pogledaš mail, pa vidiš, da ti dva kolega pošljeta en tak dost nesramen posnetek z dirkališča v Španiji. In to z dirkališča, ki ti je zaradi vseh prevoženih kilometrov tam še posebej pri srcu. In te tako nekako malo rajcata z zadevo, ki jo boš tako malo sprobala. Kaj pa ti praviš na tale safety car? Safety? A? Tole ni safety, stari, tole bo šlo na polno. Ciril, škoda, ka ti nikle, ampak ti pa nekaj obljuba Sašo tam. Čist nič jim ne bova dolžno ostala. A je tako, prijatelj? Asfalt je ravno kar bled rad, to ti povem, Čiro. Je videl junca, malo pa sta prasca. Kaj pa ta šank, stari?